Izvajalci projekta želijo povezati nosilce trajnostnega razvoja v regiji in vzbuditi zanimanje za uporabo ekoremediacij, naravnih čistilnih sistemov. Najbolj pogosta oblika ekoremediacije, ki jo poznamo, so rastlinske čistilne naprave. Zakaj smo se odločili za ta projekt? Prav gotovo so te poplave v Posavju, ki so bile leta 2011 in smo ugotovili, kaj lahko narava človeku stori, če nasilno posega vanjo. Poleg urejanja naravnega ravnovesja oziroma reševanja okoljskih težav z naravi prijaznimi načini želijo, da bi vključene občine drugače urejale odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. V sklop ekoremediacij sicer sodi tudi učni poligon pri Centru biotehnike in turizma, kjer so uredili naravne in umetne točke. S pomočjo teh načinov bomo lahko pokazali, kako, na kakšen način se lahko posamezne stvari čistijo, varuje narava. S pomočjo opreme, ki jo imamo, bomo lahko delali tudi marsikakšno meritev. Njihovi dijaki in študentje to počnejo že zdaj. Projekt ekoremediacije, vreden 207 tisoč evrov, sicer v 85% financira Evropski sklad za regionalni razvoj, ostalo zagotavlja 19 sodelujočih občin.